3, 4. Ena, dva, 3, 4. Ena, dva, 3, 4. Ena, dva, 3, 4. Jame. Jasno. Pravkar smo videli lovljenje opeke, ki v karateju zavzema prav posebno mesto. In prvem v nizu mladih karatistov. V nadaljevanju bomo mlade karatiste videvali ponovno, saj se bodo njihovi nastopi prepletali s pričevanjem našega gosta. Spoštovani in spoštovani, lepo vas pozdravljam v dvorani Savice Zorko, v kateri nocoj v okviru Brežiškega oktobra gostimo domačina, izjemno zanimivega posameznika in avanturista, ki ga je življenjska pot vodila v zelo raznolike smeri. Od rane mladosti do danes je zaradi svojih zanimanj prepotoval ogromno kilometrov in videl veliko različnih koncev sveta. Kot fotoreporter in novinar je poročal z različnih dogodkov, še posebej z dirk Formule 1. Zadnjih 20 letih deluje kot športni urednik revije Autofocus. Nastopal je tudi na dirkah z motorji in dolga leta tekmoval v karateju. Že 40 let deluje kot trener karateja mladih. Včasih je bil član karate kluba Brežice, danes z njimi ne sodeluje več. Ob tem se za objavo karate klubu Brežice na točnih podatkov v programu Brežiškega oktobra opravičujemo. V knjižnici Brežice prisrčno pozdravim Veljka Jukića in ga vabim, da nam več o svojih raznolikih izkušnjah na naslednji uri zaupa sam. Veljko, izvolite. Upam, da nisem bil pregroz za uvod, ampak na Japonskem imam dve vrste očitkov. Eni so nasilni, grobi in trdi, taki so njihov karate, bojevniški, okrutni. Pa njih je to navadno. Druga ekipa, kamor vodim, je iz Kyoto in Nare, da so filozofi. To ni za nas. Mi se ukvarjamo s qigongom, z energijo, žepimi stvarmi v karateju, samo obrambo s filozofijo in razvojem. Čast nam, da vam to danes delno predstavljam. Tako kot na tej sliki pač lahko vidite, moje življenje je bilo ves čas večplastno, tako da sem se od majhnega, pravzaprav tam 6.-7. razreda ukvarjal s fotografijo. Ves ta čas sem sporedno se tudi ukvarjal zelo resno ker prvo kot otrok z ljubiteljskim karatejem, pa potem malo v resno tekmovalnim, dokaj nisem prišel v organizacijske, trenerske in ostale vode. Po drugi strani, kot mlad nadebuden novinar, kot mlad nadebuden navihan pogas podeželja, mi je bila Ljubljana pod nogami. Zato, ker nekdo je rekel, kje imaš povezave, kje imaš kakšne zveze. Jaz nisem, jaz sem imel par dobrih slik in sem prišel v 3. letniku srednje šole z par odličnimi diapozitivi na redakcijo Avtomagazina in so mi takrat takoj objavili par posnetkov, kot posterje in tako naprej. In to me odprlo par vrat za naprej, tako da sem potem lahko v novinarskih vodah dokaj hitro napredoval. Druga plat je na področju karateja, to, kar vidite v zgornjem desnem koncu, je en ukaz silovitosti, moči, pa tudi tega, kar lahko trenirano telo ob poznavanju ustrezne tehnike zmore. Slika številka 3 je vezana za olimpijske igre. Veselimo, da imam danes tukaj tudi Miljana Jamnika, žal mi je, da ni Juč danes z nami. Točno nekje v tem trenutku sem se uspel prebiti brezpropustno z enim takim hudim fotoaparatom, s hudim teleobjektivom, kot je tudi tu razstavljen, sem uspel nekako priti do prizorišča dogajanja, ko je prišla mimo skupina s Čateža, kje si, Veljo, kako si, kje si. Jaz sem čez 3 kontrole prišel, uporabil sem vse taktične finte v nemščini, v angleščini. Zgor me je pa gledal 3. policaj, ki je rekel, mali, stvarno si Luka. Ker svojih nisem zatajil,
mi je to tudi policaj vštevil dobro, rekel, mali, dobar si, ajde, proči tu, ti možeš sve, ti si dobar, ne. In pa 100 metrov više je stal Jožef Didešič, legenda slovenskega, tudi evropskega fotografskega žanra, posebni fotograf od Kardelja, Edita, urednik dela, in me vprašal policaj, pravi, mali, zašto ovaj nima tam takav televiziju kot ti, zašto nima takav top kot ti, takšen, samo je starejši. To Jožef Didešič on ne rabijo, pa lahko kar korijo, pa lahko ribijo ko slika, ne vem čudeže, ne. Rekel, pa kaki, da je mali, da je on takav frajer, imao bi veći top, bar takšnega kot ti, ali malo većega. Pa je rekel, tam Didešiču, ajde, makni se, mali, ne može da snima od tebe. Jaz sem si pokril kapo, meni je bilo narodno, jaz sem bil takrat nas fotoreporter v delovi skupini, delal sem takrat že za avtomagazinke nekaj časa, odprta sem imel vrata, mi je bilo to normalno. In sem si pokril, da ne vidi, da sem jaz kriv, ker pa sem se ga kar nekaj časa izogibal. In mislil, da sem za lažno naredil. Jaz bi odstopil v svoje mesto spoštovanja, ne. Ampak, ker je imel boljši top, ker ni imel tako belega, lepega, močnega objektiva, je seveda spet druga stvar. Številka slika, številka 4 je vezana za dogajanje v Amazoni. Bil sem mlad mulo, 26-27 let, odlični športnik, nadobudni novinar, tako da sem bil v tisti prvem paketu aranžmana, ki so ga povabili na potovanje v Amazonijo, Camel Trophy, pa takrat vse gospodarska aventura, preko 30 000 ljudi se je prijavilo, iz tega so zbrali 8, pa potem 4, pa potem samo 2. In na koncu so v tistem džipu smo še 2 novinarja, Đorđe Ličina iz Zagreba, pa jaz. Paradoks je, da nas je bilo v Sloveniji, da nas je bilo v Amazoniji od 6 potnikov, kar 3 Slovenci in 2 Brežičana. Z nami sta bila sicer v spremljajočem aranžmanu še Matjaž Montar, filmski snemalc, sicer doma iz Brežic, tam pa TPV-u so stanovali, drugače je on prepotoval v Južno Ameriko, zelo poznal, in pa Marjan Horvat je bil iz Jesenic. No, pa seveda pozabil sem tekmovalca Boruta Kašco, tako da je v bistvu kar nekaj nas bilo. In seveda, za zaključek je to, da sem predstavljam se ne samo kot fotoreporter novinar, ampak tudi kot katekist, ki je nekje v zrelem obdobju svojega življenja uspel tudi doseči vrhunski rezultat. Pred 10 leti, to je 2009 na Japonskem, kjer sem osvojil naslov svetovnega viceprvaka v boju absolutne kategorije. Seveda, tukaj se malo seveda napihuje, ali sem fotoreporter novinar, ljudje me poznajo fotografa, vendar zelo veliko časa delam že kot novinar, od tam nekje 23-25 let tudi kot športni urednik, ker sem zelo veliko privilegiran bil z svetom Formule 1, scenarijem, ki je bil tam na voljo, sponzorji in tako naprej, sem prepotoval cel svet mnogokrat, si zelo brez sramu dam reči, da sem svetovni popotnik. In seveda duša mi je motoristična. Kaj pričakujejo od mulca, ki je zrastel v Brežicah, na levi strani Save, oziroma na desni strani Save je motocross, na levi strani Save je na desni strani, na levi je speedway. No in kot mlad mulo seveda sem občudoval motorje, brat Jure, ki ga žal danes tukaj ni, mislim, prav z veseljem je ljub gradil, pa malo defenzivno, čeprav na motor je zelo agresivno, je tukaj zelo defenzivno. Pač kot brat bil vzornik in potem namesto, da sem se podal v te fotografske vode, oziroma da sem se podal v motoriške vode, sem se podal v foto vode povezane z motociklizmom. In pa zadnja stvar je seveda tisti senseje, za rezultat sem že rekel, vendar pa na koncu avanturist. Propagandni slogan je takšen, da sem avanturist, samega sebe imam precej zaresnega. Je pa res, enkrat sem sodeloval v eni življenjski avanturi, potovali smo pač čez celo Brazilijo, naredili smo 2000 km po Amazoni. Kdor je to preživel, je sigurno avanturist. Jaz sem bil privilegiran, da sem bil večji del zraven v tej posadki, v enem džipu, kjer smo prepotovali, bom kratko predstavil tudi kasneje. Tako da, tisto, kar me seveda vedno je reklo ven, to je radovednež. In kot radovednež me zelo veseli, da je tukaj moja najljubša razredničarka Milena Jesenko, ki mi je bila mentorca v osnovni šoli. Tudi kasneje mi je bila mentorca, ko sem prevzel karate klub in mi je pomagala pri urnikih, pri vodenju kluba, pri nasvetih in tako naprej. Tako da mi je to zelo dragoceno. In pa seveda
Veste, da imam veliko ušesa, pa nič zaradi tega, da bi za ušesa rekla, ampak to dobro me je slovensko naučila, da sem potem še v naslednjem obdobju, se je izkazal, da sem dosti hitro se znašel ne samo s fotografijo, ampak tudi z novinarstvom delom. V reviji Digitalna fotografija predstavljala delno moje delo, predstavljala delno tudi moje del življenja. Ko sem me vprašal, novinarka je bila gospa v najboljših letih, me je vprašala, kaj je vaša največja sreča? Pa nisem vedel, kaj mi povedal. Poglejte, več kot 30 let sem na cesti, prepotoval sem cel svet mnogokrat, v situacijah, ki so raznovrstne. Dirkal sem z motorji 3-4 leta. Potoval sem kot avanturišč čez Kemetrofi. Vsako leto popravim vse 10-12 testnih motorjev, testiram različne motorje, prej sem vozil preko 500 različnih avtov, še v testem delu, vinarskega dela, posla. In moram biti res srečen, da sem prvi cel, imam vse prste, vse roko, imam. Imel sem karatero tekmovanih poškodovanih strelkov, odrobov, nosa, drugih stvari, ampak to so manjše stvari. Nekih velikih poškodb nisem imel in tudi velikih stvari se niso zgodile. Tako da moram reči, da po teh 30-40 letih zelo intenzivnega in aktivnega življenja, da sem na koncu ostal normalen in relativno zdrav. To je v naši starosti že dragocenost. Ob vseh peripetijah bi bilo lahko tudi drugače. Koga bo zanimalo, seveda bom z veseljem vam asistiral še s kakšno dodatno informacijo, ki je mogoče samo za sebe dosti ilustrativna. Na teh štefelajih, kot se je to po starinsko reklo, torej slikarska stojala, sem vam pripravil hkrati še eno mini razstavico, dve stvari, ki me zaznamujejo mogoče najbolj. V tem obdobju so se od nas poslovile 2-3 legende. Legende avtomotošporta. En od njih je Ayrton Senna, o tem bom še mogoče besedo ali 5 let kasneje. Ayrton Senna se je ubil pred 25 leti v Imoli, na dirki, ki jo danes ne poznamo razloga, veliko možnosti je razloga, ni dokončnega. Druga stvar je, da je to danes to še vedno en objekt. On kot oseba je še danes oseba čaščenja, mnogi ljudje še vedno hodijo vsako leto na obletnico, je posebej sedmi festival, se ljudje srečujejo, občudujejo, živujejo, celo zdaj je bila razstava. Veseli me, da je z nami tudi Damjana, ne vidim, kje si. Prvi vrsti Damjan Rostan, lahko se predstaviš. Damjan Rostan je moj najbolj sodelavec. Ki je z mano zadnjih 15 let in je tudi ravno zadnji številki Autofokusa pripravil manjši članek o tem, kako. Res je, drži. Tako da vsak bi lahko šel v bistvu pogledati v Imolo, ker je res posebno oziroma ne vsak dan, no? Tako da si poglejte to. Skratka, zdaj odprt muzej tudi in pa sama kip njegov in ogromno stvari še vedno povezanih okrog njega, tako da si oglejte to, sigurno. Hvala. Hvala. 2 leti po smrti sem izdal tako rodar in se ga imenoval Legenda. Danes je to res, takrat sem bil malo pretenciozen, je par stvari, kateri bom mogoče še povedal kasneje. V tem času se je poslovil tudi od nas Niki Lauda. Niki je bil pravzaprav na smrtno. Niki je preživel smrtno nesrečo pred 35 leti, od smrti nazaj prišel, potem je skoraj umrl v bolnici, pa potem nekaj se še vrnil, še na dirke, še dokazal se, zmagal proti mlajšim in tako naprej. In imel je 2 transplantacije ledvic. No in njem sem posvetil en poseben članek, čez 2 strani vsega na 3 revije nazaj v Autofokusu, kjer je mnogo tega predstavljenega, tudi en ta moj osebni stik, oseben nos, to je v tej reviji Autofokusa, pa je iz, če pogledam prav, julija, to je pusto zame. Zanimivo je, da sem pri Niki imel en takšen osebni odnos še kot Mulo. Ko sem prišel kot mlad fotoreporter leta 1981 na dirkališče Celzbek v Avstriji in ko sem bil na 2 metra zraven njega. Sem imel ta teleobjektivček tam, ki mi približal, da ga vidim čisto na blizu, da imam en takšen portret. In je dal čelado dol. Jaz, ko sem videl tega sežganega človeka, ki je ni mogel skozi česa do konca zapreti
sem bil prav zgrožen, v življenju nisem to videl, če sem se spustil fotoapparat, sem pogledal, če je to sploh res. Mislim, prav zgrožen sem, neverjetno mi je bilo, no. Neverjetno mi je, da je preživel, neverjetno mi je, da to se ni da operirati, neverjetno mi je bilo, da še vedno dirka in tako naprej, ampak sem ga pa začel občudovati, spremljati in tako naprej, tako da sem potem še mnogokrat imel z njim neke intervjuje. Najboljši med vsemi je bil, ko smo leteli z Avstralijo na dirko Formula 1 začetek sezone z Lauda Aerom in smo imeli na polovico poti v Maleziji, smo imeli postanek in sem videl v VIP loži, da je pač on sedel in ko smo poleteli iz Malezije proti Avstraliji, sem dal vizitko stevardesi in sem prosil stevardesu, odprejte, prosim gospoda šefa vprašati, če bi sprejel svojega starega znanca za en kratek novinarski intervju. In sem seveda prišel v kabino prvega razreda, je rekel, svoj šampanjec, vino, viski, ne. Sem rekel, ne, kozarec vode, malo zgodnico naredima, par vprašanja in kratek intervju in tako naprej. In je rekel, če malo strašno si, rekel, to so se tili, to stanje smo. In sem seveda, sem bil zadovoljen, smo 5-6 vprašanj naredila, pa sem pa videl, da je utrujen, pa mi rekel, ta malo imaš dosti. Sem rekel, ja, vse imaš zgodbo, vse dosti, ne. Sem rekel, ja, zgodbo, ne, ajde šampanjce spijemo pa pet. No in seveda je prinesla Kevin takoj šampanjc, smo robili na šampanjc, sem rekel, hvala, stari grem, dio, čuvi se, ne sem videl na dirki spet, tam je drugačen, tako tukaj hotel izmer. Moj bil gospodar, je vlastnik firme, tako naprej. Ampak se ukvarjal z nami navadnimi ljudmi. Ampak potem tik pred sem šel, sem rekel, Miki, eno sliko bi rado, danes bi sredi se slikal. Pa sem ga takrat na hitro slikal v sedežu, po drugem sedežu in tako naprej, tako da sem potem prišel nazaj, bil šef na tučnici in zgodbo in tako naprej. No in to zgodbo smo prav ponovili v njegovem slovesu, tako da danes vam govorim o nekem delu novinarske karijere, življenja, dela, tako da v bistvu je hkrati razstava, novinarski del in še kaj drugega. Danes je seveda tudi razstava je neki moji profesionalni pripomočkov, vendarle, kakorkoli da je, sodim med neko elito svetovnih novinarjev, fotoreporterjev Formula 1. Fotoreporterji se odlikujejo po posebnih objektivi, dragi, težki, super, ki slikajo nemogoče pogoji, najbolj ekstremne športe. Potem druga stvar, ki je tako manj fotografski brezrokavnik. Fotografski brezrokavnik je prvi objekt statusa. Ne moreš ga kupiti, lahko ga zaslužiš. Moraš biti vsako leto na 12 dirka, vsako leto moraš objaviti vsaj 600 slik, vsak mesec moraš objaviti vsaj 8 strani zgodb iz sveta Formule 1 in ko to vse objaviš, potem se moraš pojaviti in 15. novembra se treseš, ali ti bojo poslali pismo, ko daš vlogo za naslednje leto, ali ti bo rekli, oprostite gospod Ljukič, ampak imate 200 slik premaj, pa vaši članki so malo preslabi, tako da letos ne boste dobili nič. Mogoče drugo leto potrudite si, ki je več narediti, boljše delati. In seveda potem, če je vse v redu, dobiš potem propustnico, kaj sem spokiral, propustnica, ki velja najvišja stopnja dostopa v svetu Formula 1, kar pomeni, da pravzaprav biš skoraj tam posod pogledali Eccleston, ob stezi, na stezi, na bokse in pač piše tudi na štartno zastitev. Veseli me, da je z nami tudi Slavko Jadovec, svaj malo nadebuden mlad pomočnik, kje se Slavko ne vidimo tam. Vekno si, mogoče šel. Oni tu pa tam pomagajo kot namestnik. Dolga leta je bil pa to Željko Jeličič. Kakorkoli, ampak ta fotografski brezrokavnik v te žepe si damo pripomočke, objektive, filtre in tako naprej, ampak ker je najbolj važno serijsko številko. Če greš nekam, kamor ne smeš, te kamere vidijo, takoj pride prijava, aha, ta pa ta novinar, potem imamo svojega delegata, ki skrbi za nas, pripriča na raport. Jaz sem bil doskrat že kaznovan, malo sem bil mlajši, pa sem divji. Sem pa zahvaležen, da v zadnjih 20 letih sem bil 3-krat upravičen, približno 5 do 7 let je en brezrokavnik traja, vsak ima svojo številko, ki ima svoj pomen. Tudi marsikaj sem poročil sveta motokrosa, tako da sem tudi en brezrokavnik dobil na področju motokrosa. Občasno, kada so bile dirke svetovnega formata, sem delal tudi za televizijo, sem dobil tudi tega. Desetletje od leta 2006 do 2016 sem bil tudi Canon ambasador, sem pomagal na Canon, ki dobili za pomočevanje. In pa danes z vami delim tudi svoja dva najljubša kimona. Tretjega sem spravil, 20 let sta tudi z mano. Sem en redki v Sloveniji, ki ima 3 različne črne pasove, više stopnje, iz 3 različnih šlov. To je kot da imate izpit iz, bi rekel,
elektronike, računalništva in še nesporedne zadeve, ker se šole med sabo razlikujejo in moraš potem se do šola, da to dopolniš. Tako da ob vsem tem je pa z mano tudi kombinezon, ta je bil že parkrat pretrgan, imam enkrat, ki je bil lupljen. Na motociklizmu sem doživel že precej hudih padcev, hvala Bogu, upoštevam vse varnostne kriterije, vse varnostne načela, tako da sem kar dober, vse kar dobro nekaj znajdem, zdaj sem, hvala lepa, sreči, ki me spremljala, to uspel nekako pregurati. Gremo naprej, imam par lepših stvari še, karate je ena dimenzija življenja, ki je z mano paralelno tam od mojega 13. leta. Že pri 17. letu takratni trener Veso Vasič je rekel, da ker imamo dela na občini, boš ti zdaj papirje vodil, pa boš računovodstvo poskušal urediti in tako naprej. Tako da pri 17. sem bil že tajnik, pri 21. šel v tujino delati, tako da sem podelal cel klub s papirji, z treningi in vsem ostalim in sem nekako v tem obdobju tudi prispeval svoj delež. Karate ima seveda, kot vidite, svojo zgodovino iz Kitajske, Okinawe, Japonske. V Sloveniji je prvič prišel leta 67, pionir je bil Stani Iskra. Imam ta privilegij, da sem sporedno treniral v Brežiškem klubu pod vodstvom hrvaških trenerjev Nikice Putnika in Ilije Zvoljenovića, ki se sem hodila na treninge in takrat financirala vojska na začetku. Drugi je bil pa Stani Iskra, kamor sem hodil v srednjo šolo in sem po šoli pobegnil telovadbe pri Rudi v Iskri, da sem šel lahko na trening k Stanetu. No in potem sem se vsakič posebej razlagal in oporečeval in sta oba vedla, ker sta pač športne družine, sta športnike spoštovala in sta točno vlada tekoče, kdaj sem šprical kje, kdaj sem na treningu videl. No, tako da sem kasneje, pa vse do leta 2011 deloval kot karatist, kot športnik, kot trener, kot organizator. Tudi ne nazadnje, hvala Bogu, sem bil dosti dobri formi, da sem mladi ekipi zmeraj pomagal, če se je trebalo v kimono sreči pojeti na gorišče za ekipna tekmovanja, ker se tekmujejo 5 proti 5 tekmovalcev, mali mesta, mali klubi imajo zmeraj malo tekmovalcev in je zmeraj dragocen pomoč, kogarkoli, ki ima malo več izkušenj. Včasih smo si sposodili, koga je Samobora, včasih koga iz Krškega, včasih smo mišli na pomoč v Samobor ali v Krško, tako da v bistvu v karateju je ena taka načelna sodelovanja, na gorišču se stepamo amagorek, medtem ko treniramo, ko se pripravljamo, sodelujemo. Leta 2011 sem se zaradi določenih divergenc se odločil upokojiti. Jaz sem probal vse, videl vse, doživel vse, dokazal sem toliko, uspel sem ustvariti klub, ki je imel 100 članov, uspel sem ustvariti 10 novih trenerjev, uspel sem pripeljati do tega, da 7-8 mojstrov črnih pasov do visokega rada, do visoke ravni. Nisem se počutil, da bi se karkoli dokazoval, tako da sem se rečno odločil umakniti in se posvetiti publicističnem delu. Pa tudi nekaterim drugim dimenzijam, popularizaciji in tako naprej. No, to je slika iz leta 1976. Leta 1975 smo začeli s prvo sekcijo v domu NA, takrat je vojska financirala treninge, prvič za pilote, pa se niso odzvali, pa so potem za družino oficirjev, pa so se tudi slabo odzvali, pa še bila trvalca prazna. Potem so pa odprli treninge tudi za civilno sfero, jaz hvala Bogu, v tem, da se jih pišem, sem sodil v civilno sfero. In takrat smo potem, Marjan Selko je moj sošolc, pa me nismo prej povedali, tako da so oni že 2 meseca trenirali, jaz sem septembra so oni začeli, jaz sem novembra prišel in so me ponovnali. So rekli, ti si presmotan, pa še zabudil si. Pa kak ste rekli, da je odprto za civilno sfero, zakaj ne bi se pridružil. In potem z Marjanom bil to spred, je rekel tam pri glavnem trenerju, bil ben Makedonc, prijavil pa sem močni zlo, pa reč, da boš trajen. In sem jaz tam šel, poslušal sem na svet, rekel sem res, da bom trajen, rekel, dobro Marjo, ako ćeš biti istran, onda dođi, ali ako ne budeš istran, nemoj da se vraćaš. In pa sem prišel, stal sem tam do danes, če sem se vmes malo pogojil, vidite, vedno sem še aktivn. No, ta slika je zdaj, mene ne boste našli, to sta brata Pavlović, potem je tukaj Zagorka, pa je potem Vesna Minka ste nekje. No, to je Nikola Putnik, ki je takrat hodil v Zagreb, pa ne se vsak trening dugo dvojske plačam 100 €. Zagreba Bresta je uro treninga, ko spotni stroške do naše 100 €, fascinantno. Bil je pa odličen tehnikčar, zelo lep moški, konc fakultete, prvak, fenomenalen. Mi smo bili, punce in fajte smo bili vsi zelo užili. Punce so lehote ko spalta, mi pa ko bi imeli stalno takšnega trenerja, žal je pol dugo posel v Avstriji, pa je
kasneje so ga drugi zamenjali, pa smo se morali samo organizirati. Jaz sem pa tale nula, ne boste zdaj lasiti. No, drugi moj trener je Dostani Iskra, legenda slovenskega, krškega, evropskega, tudi karateja, legenda Lošinja. Imel sem ta privilegij, da smo mladi leti sodelovala, ker sem se v Brežicah toliko dobro naučil kate, teh naših zagrebskih instruktorjev, me je povabil v 3. letniku srednje šole. V 3. letniku me bo, da se obračujem, ker tako srednji stvari znam silno veliki tega, ker bom vsaj te glavne stvari malo poudaril, ostale bom pa še na hitreje. Me je v 3. letniku poudaril in ali bi ti šel z nami na morje, imate radi, smo imeli 10 dni priprave. To je koštalo posebej takrat na 200-250 današnjih evrov. Ampak je rekel, če boš ti učil, ti boš učil kate, jaz bom učil borbe, ti bom mi vse plačal z kluba. Za mene bilo super, 17 let, bil sem za en pas, že, imel sem še nas, lutko sem si tako dal in smo hvala na bali trenirali, vse lepe so mi gledali, vsi fanti so mi zavidali. Tako da sem bil, že takrat sem bil upravljen na 9. nebu, sem bil zelo srečen. Tako da, hvala Stane. Danes sem ga vabil, sino sem si želel, da pride, ampak on je 82 let je star, pa še zbira pa 4 pa 5 skupin. 2 skupine upokojencev trenira, potem eno skupino eksperimentalno, kjer vadi z nekaterimi otroki, ki ima malo težav, gibanju in tako naprej, jih proba s karate vajami komplicirati. No in četrta stvar je, da še zbira je proaktiven, ima še zbira par svojih starih stricov, s katerimi se dobijo, oni še dan danes tegla reči in pa seveda vsako poletje je 2 meseca v Lošinju, kdor hodi v Lošin to ve, od 8. do 9. Vsak dan, od 1. julija do 30. septembra, on je tam, on ima anaerobne vaje, ima raztezanje in pazite, strici 82 let star, ampak on tam danes ima sodobne treninge, razgibanje, očuvanje. Zanj se mi je potožil, rekel, veš, gledam sprehod in nadim proti Hanu Kato, ampak zdaj se že malo star, ne delam več sklece normalno, ampak se tako primem na klopco in tako na stolu, potem malo bi lažno, kaj, sklece nadim. Rekel se je 30-40, vse v redu. Prav fasciniran sem, mislim, tako da je to ena prelepa stvar, tako da smo lahko bogati, ker imamo takega človeka v naši soseščini, ali pa jaz osebno kot svoj življenjski zob. To je naša ekipa v najboljših letih iz Brežic, tu smo v Sinkoči je tempelj, veste, oni imajo tempelj je rekel sindikalni turizem, verski sindikalni turizem, vidiš sindikalni turizem, tempelj, plačaš tam 2000 evrov, to je 2 julija, ješ eno prazno balano, v tej ceni spiš na tistih katamih in lahko moliš, mi smo pač skratisti, pa smo tam vadili. Smo vadili zjutraj, pa smo vadili popoldne, pa smo imeli zvečer filozofske debate o smislu čigonga, energije in tako naprej, te gorilne modrosti. In to je običajno en brezmejni privilegij. V tem obdobju sem še vodil 11-člansko ekipo, ki se mi pač odprl pot po svetu, odprl sem pot na Bonsko, danes so samostojni, ne rabijo več, hvala Bogu. Danes se je moja življenjska pot obrnila, tako da delam v butiku, delam z manjšim skupinam, delam z otroci. Te imajo dovolj znanja, da bojo tudi naprej lahko tekmovali na vrhunski ravni z tekmovalci z mlado generacijo. No, tukaj imate Brožeta Manješiča, to je ta poba na desni, ta z dolgim nasom sem jaz, to smo v domu je naše takratne treninge, pa smo že bila tako dobro, on je bil tako dobro, da je po zraku letel, jaz sem bil pa še tako dobro, da sem mnogo zelo dvignil, to je takšno tako zgori dobro danes, tam se težko, takrat sem bil še mlad, lep in dober. No, potem pa počasi, ko sem prevzemal trenerske obveze, je to ena skupina, ki smo jo takrat vodili, Darko Cicoriča, mogoče poznate, pa Franca Bajsa, to gospodično je, še dan gospodično ime je Tina Činžar, je moja boljša polica. Tukaj imamo dva mlada fanta, ki sta potem v tej generaciji od školstva, en je bil Blaž Morgan, ki me je doskrat tudi na treningi zmenijo, po vzoru ostanete iskre, sem tudi jaz sem nekrat v nekaj časa v Ljubljani poštudiral, pa sem se dvakrat tedensko sem se vozil na treninge, ampak sem imel delo, pa nisem mogel in sem potem klical Blaž, prevzami to sem podal na potke, kako je trening vodi in je bilo po 17 leti že prevzel treninge, pomagal solidno. Kasneje je tudi Adi Brod, ki se je izkazal, kot ten kasnejši vrhunski tekmovalec, tudi je tekmoval v Jugoslavijski ligi. No, ta dva športa so tukaj pa danes vsak za sebe vzeli osebnosti, to je Peter Dilbek, vidite, isti, kot je bil takrat, ne, Kristjan Kajtman je že takrat tudi bil črljiv kova, ampak se za nekaj narodno gasno. Dobro. No, potem, čez čas je prišlo par teh mladih pomočnikov, kot sem delal v Franciji, Bajs je malo dozorel, mi je že začel pomagati in pri organizacijskih stvareh
in seveda pri ostalih trenerskih zadevah. Sčasoma, kot sem rekel, Adi je postal tukaj na izpitu za drugi dan, ki smo ga upravljali v Italiji, v Milano pri ustrezni inštituciji na mednarodni ravni, ni bil tudi zelo dobro tekmovalec, neverjetno ni bil majhen, je bil zakompleksen in grdo, da to govorim, ampak je resnica okrogu, predebel, zanemarjen, preveč smo dal gledati takrat, ampak on se je šport se stabiliziral, 10 let je posvetil karateju, ta se je naredil silovit, uspešen mlad povan, športnik, zmagovalec, kamorkoli se ga poslal, se rekel, kot trener moraš postaviti cilj. In v enem republiškem tekmovanju v svoji kategoriji bo slabo šlo, praviloma smo tekmovali po kategorijah, potem smo imeli pa še možnost tekmovati tudi v absolutni kategoriji. Da se ga zdaj pa veš kako je, ne? In reč, absolutno, kogarkoli dobiš, ga zmedeš, premagaš. Je rekel, jo, tam bom dobil prvaka svoje kategorije, se nekaj za to, pet pa ga premaga, ne? In je, ker se je pa tako pomalo, veš, koga je premagal, če bo ni da rasel, ne? Tistem trenutku je bila njegova emotivna stvar in njegova motivacija toliko močna, da je bil močnejši od tudi tistega prvaka in je to ena izkušnja. Takrat, ko bi moral nekaj več rezultatov ustvariti, še mogoče neki mednarodni ravni, širši, evropski, svetovni, je pač ugotovil, da je karate celo življenje vadil za to, da bo močen, da zdaj je močen, da zdaj ne rabi več karate, ne rabi dokazovanja. No, to je spet ena generacija, časoma smo imeli treninge najprej v osnovni šoli, hvala Milena Senko za podporo, več kot desetletje, odmena smo imeli najboljši termin, potem je prišel na pol Sojemenjak Đukić, ki je bil v imenu organizoran, mi smo te termine rezervirali, so nas hotel na silo vrš, pa nas je Milena ščitila, tako da na koncu smo civilna sfera zmagali, kajti to mi je kako kino financirane, smo potem se preselili tudi v civilne prostore. Potem smo nekaj časa tudi trenirali v gimnaziji Brežice, tu smo imeli silno podporo Rovana, Pojdeta Rovana. Pojdeta je bilo, da smo nas potrenirali na tisti galeriji. Spod je pa rokometna tekma, pa košarkarska tekma, na galeriji smo mi trenirali, toto smo imeli vajo, to je trvalce z uteži, so imeli v atleti in to je v polnem pogonu, ni bilo so objektov kot danes, ampak smo vsi delali s polnim pogonom in športnika smo spoštovali. Tako da to je tudi zahvala Pojdetu. No, potem smo tudi nekaj časa trenirali, že ta čas je pa nova generacija, do zdaj vidite, Peter je že malo zrelejši, Kristjan je tudi malo zrelejši, ostali so se skupili, ampak mi smo imeli poseben svoj butik, kot smo to rečeš, mini celovadnico v vrtcu, tam smo imeli doskrat najpogostejše, najboljše treninge. No, potem ni ekipa postopno dozorela, smo potovali tudi na močnejše turnirje v Italijo, v Avstrijo, po Jugoslaviji še takrat, potem tudi še kasneje smo pretovali po Evropi od Glasgowa do Danske še kjer. Tako da tudi v tem času sem zelo ponosen na vsakega posebej, ki je na tej sliki, pa z veseljem se srečamo v kakšnih drugih prilikih predstavljati, danes ni tam namenja. Nekje leta 2005-2007 je klub po 30 letih delovanja doživel na absolutno špico rezultatov. Tukaj imamo mlado generacijo, Jožeta Ferenčaka, Petro Kopinca, Viktor Kopinča, Sandja Peterica, ki so takrat imeli vsi na evropski ravni rezultate. Potem smo se stari zbrali, povabili smo še Jerneja Severja iz Idrije, našo ekipo. Takrat je bila reprezentanca Šiteljev zveze, je bila nekoliko šipkejša, smo potem trije Brežičani in pa Marko Stopa Veselovce, tako da smo potem uspeli na tekmovanju svetovnega pokala v Škotskem, smo uspeli se izboriti tretje mesto, ko smo šli na letališče, ko smo prišli z letališče, nas je en šofer počakal s prevozom in je prvo vprašal, ali imate člansko ekipo v bojih, to je 5 borcev. Imamo. Je rekel Škot, mi je nažalost nimamo, smo prešipki, ampak ko se boste bojevali Škoti, dajte še za nas. Ne, ko se boste bojevali za Angleži, dajte še za nas. Pa sem pa jaz povedal, da imam jaz sestrično v Avstraliji, pa da mora tudi tega škotskega, tipa Škota. Pa sem dobil ban na svetu, sem poznal na Škote preko tega sorodnika daljnega. In ko sem povedal, da pa smo žlahta sklop, je človek šel tik pred ključno tekmo med publiko in rekel, taj smo naši, oni imajo familijo našo goro, razen tega, oni so v stanju premagati Angleži. Ne moremo jim povedati, mi smo se bojevali za vstop v finale z Anglijo. Od tega so bili 3 sodniki Angleži, en je bil Južni Afričan, pa en je bil pošten. Ampak cela dvorana je na naši strani. Ne morate si predstavljati, da ena dvorana začne cela škotska skandira Slovenija. Mi smo bili fenomenalni, če nas ne bi sodniki pogledali, bi tako tudi rezultatsko to dokazali.
No, potem smo izgubili proti Južni Afriki zmagali, tako da smo na koncu osvojili 3. mesto in en najbolj dragocenih rezultatov v zgodovini zadnjih 30 let, ko sem še bil v tej ekipi. Potem smo tudi organizirali na veliko proslavo in tako naprej. Peter Direnbeck je bil takrat vizionarski, je rekel, zdaj je tako dobro, da lahko res sam še na slabše. Pa ne bi pričakoval, da se bo obrnil v tej smeri, da se bomo razširjali kakorkoli, ampak v bistvu jaz sem spremenil svoje cilje, pa sem se mogoče malo odvojil. Peter se odvojil še par drugih fantov, tako da v bistvu je ostala ena ekipa oskih športnikov, nekateri druge smo pa ostali z drugimi cilji. Tukaj smo gostovali pri učitelju Iriju na Japonskem. On ima svojo hišo, zgornji Štukma za goste, spodnji Štukma eno tako telovadco, kjer pač gostijo privat, imajo učenje italijanščine, učijo se kitajščine, učijo se nekih dialektov še in pa seveda hkrati imajo neke kitajske borilne veščine, hkrati imajo tudi seveda svoj trening karateja iz te tradicije. Mi smo bili dobrodošli, naša delegacija 10 ljudi, smo imeli te dni privatne treninge, ker je pravzaprav pri zaprti družbi, kot je Japonska, brezmejna čas, da ti sprejme hišo, da ti sprejme v svoj klan, da ti odpre tudi nekatero znanje, ki ga sicer ne bi dobil. No, tukaj je datum zdaj v času mojega slovenstva, 21.6.2011, sem jaz še treniral to zadnjo otroško skupino v Brežicah, potem sem se upokojil. Zdaj pa, da bi mogoče malo to presekal, bi prosil pa naše mlade, da nam pridejo in pokažejo še našo drugo točko karateja, potem bomo pa preskočili na naslednjo temo. Hvala lepa. Joj. Prej. Pinen sandan. Pinen sandan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Da! 1, 2, 3, 4. 1, 2, Da! 3, 4. Jame. Jasno. Imamo po mojem zaključku sodelovanja z karatekom v Brežici, na moji upokojitvi. Sem pač dobil na to lepo zabavo, ki je delim z vami. Lani sem bil pa na intervju na Okinavi z enih najuspešnejših starih japonskih mojstrov, ni iz našega plana in drugi, ampak je sam je bil 6-7-krat svetovni prvak in zdaj v naslednji generaciji ima tudi nekaj svetovnih prvakov. In ko sem videl, kako trenira, sem razumel, zakaj. Zato, ker so vsem žaram delajo športno dimenzijo karateja, vsem žaram delajo zunanjo tehniko in vse ostalo in so ena taka elitna ekipa srednješolcev, višji razred osnovne šole in fakultete. To, ko prideš na trening, da si prav fasciniran, koliko energije imajo. In seveda potem sem še prosil gospoda za intervju. Sprva ni šlo, pa smo se ipak nekako dogovorila, ko so malo konzervativni zadržani. A če nimaš neke priporočila, da težko sprejme za svojega, tudi težko ti odprejo vrata. No in on je pri 70 letih še bil v super formi, ampak je bil prej učitelj, oziroma trener učitelj kakokoli, in je pri 60 letih se gre na Japonskem v penzijo. In se ga jaz na koncu intervjuja vprašal sensei Sakamoto, kdaj greste v penzijo? Pa me tako gleda, pa je bila zraven ena njegova desna roka, pomočnica, in malo pomagala prevajati, če se kje nismo razumeli. Pa mi on reče, tako me prcne malo, pa reče, se on je že v penziji. Mi pa 60 je pa nas na Japonskem v penzijo, ne more delati čez čas, lahko na pogodbo, ampak penzijo, gotovo, ne? Pa me gleda tako, pa rekel, ni penzijo v karateju. Torej, delaš, dok zmoreš, dok si pomočen. Tako da, jaz sem tukaj poslovilno pismo, ampak sem se pa kasneje premislil. Ponosen sem še eno dimenzijo, odprl sem tam mednarodni kanal sodelovanja. Mi smo povabili cel kup nekih tujih strokovnjakov, Tomjano, Jagija, očeta Jagija, potem mladega Jagija, potem tukaj so še ob Iskatu še nekateri drugi strokovnjaki. Tako da v bistvu
Izkušnjo, ki si je imel iz sveta novinarstva, iz sveta Formule 1, iz sveta avtomotošporta, sem prenesel to izmenjavo, sodelovanje, sem prenesel tudi v domače okolje, tako da ta celotna ekipa je enako odprta v svet, ambiciozna in ima dovolj zalogo znanja, tudi da če mene ni zraven v katerikoli obliki, tako da lahko potem uspešno delujemo dalje. To sliko sem vam že pokazal. No, sam sem si nekje proti koncu karijere še našel izziv, da sem še nastopil na Japonskem, na svetovnem prvenstvu, ki se organizira samo vsaki 10 let, takrat se zberejo vsi ti klani, ki so bili nekod skupaj in so zdaj razdobljeni, organizirajo v spomin na starega učitelja svetovno prvenstvo. Tu sem, mislim, da tole dobro potem, tu sem imel v enem dnevu 8 nastopov, 8 fojev in 3krat sem nastopil še v katu, tako da sem v bistvu na koncu ta borbo se zmagal, v finale sem pa zgubil za Mišo Piko. Hkrati bom izkoristil, da vam predstavim Japonsko, čeprav na kratko. Japonska je ena fascinantna dežela, zato ker se je čist drugačen. Ko smo šli prvič na Japonsko, zorganizirano kot klub, in Franci Bajn sprašal, kaj lahko pričakuje. Si rekel, le pričakuje, da je vse drugačno. Drugače se vozijo, drugače pijejo, drugače jejo, drugače hodijo, vse je drugače. Edino tepijo se na isti način, ker smo se to že navadili, pa že nekaj znamo. Ne? In potem smo se pelali na letalo domov in je rekel, res imel prav, čisto vse je drugače. Ne? Drugače se vozijo, tudi drugi ljudje so, on se postavi pred spomenik in on ne gleda to, ali pa karkoli, kar gleda, ampak se sprehaja s pozornosti. Tudi, ne vem, nekatere dihalne vaje uporabljajo, ki jih mi nimamo. Zelo so zadržani, kup drugačnih stvari, vendar imajo svoj šarm kulturni, tam tukaj pač vidite enega bosa, pa svetišče, pa tam na desni strani je veliki Buda, imajo dve Bude sta na Japonskem, ki sta velike, pozlačene, so kultni objekti, en je Kamakuri, to je v predmestju Tokija, ta je v mestu Nara in je na en način, ker je ta moj učitelj, ki me je sprejel pred 20 leti v svoj plan, je tudi iz tega mesta, tako da to kar nekako povezujem. Nisem budist, ni je pa blizu budistični način razmišljena, mogoče v pijači, kasneje to razlažem, da ne bi koga prizadel. Tudi mi smo v Japonski potovali veliko, kot raziskovalci, sprejel nas je stari učitelj Fujimoto, seveda smo polo 2 ure trenirali, potem so nas nahranili, potem so nas z občudovanjem seveda sprejeli, kajti stari Fujimoto je rekel, gledajte, mi imamo tukaj velikansko znanje, mlade to ne zanima, vi ste prišli 15 000 km daleč, porabili ste, ne vem, 10 dni svojega življenja, par tisoč evrov svojega darja, zato da se to učite in nam je izkazal veliko spoštovanje. Drugi moj učitelj, Irije, je filozof iz mesta Kyoto, ki je najbolj znan po zlatem paviljonu, Kinkaku-ji ali zlati paviljon. Cesar, ko je bil utrujen, je pobegnil dumi svojih župnikov, pa je pobegnil dumi svojih birokratov in je šel tukaj v eno bistro, ker je bil pa cesar, ni mogla biti kaj posebnega, je bila les, enostavna, najboljši temelji, precej tanka, ampak je bila povarjena zlato, tako da se je cesar počutil res cesarsko. Sam sem bil tam. Skoraj da vsakič, ko sem v tistem delu Japonske na Božjo pot, grem na tempel Kinkaku-ji, pa ne zato, ker bi to bilo religiozna pot, ampak zaradi tega, ker bi rad dobro sliko naredil, sem ene 10, mogoče pa še danes nimam dobre slike, ali je vreme narobe, ali je pozicija narobe, ali ne moreš priti do zdravo, tako da je ena drobnarija. Tukaj hočem pokazati na drugo dimenzijo, ko smo bili v eni drugi priliki v tem svetišču Senko-ji, smo imeli čiten seminar, žuti smo šli mašli, smo pelili srčno sutro, tam smo se očistili, da smo se malo zgibali, smo šli na trening, potem smo šli dobili zajtrk, potem smo imeli malo debate, prosto popoldne trening in tako od teden dni. Ampak kar je zanimivo, ko so prišli njihovi karatisti iz Slovenije, so se vsi stari zbrali in so prišli seveda trenirati, ker če tudi so en kup starejši gospe, pa starejših tudi tecov, ki so vadili mladih leti, srednjih leti, pa so se malo zanemarili, ampak ko je prišla pač delegacija iz Slovenije, so se nam pridružili in smo potem pač skupaj vadili. Druga pot, Božja pot, ki nas je nekako vodila, je Okinawa. Japonci so karate spremenili, zaradi militarističnih potreb so naredili to agresivno borilno veščino. Za vojsko, za mlade, za drugo svetovno vojno so se pripravili, zlorabili so znanje Okinavcev, Kitajcev v borilnih veščinah, ki je bila vedno obrambnega namena. In seveda moja želja je bila, da spoznam, kako izgleda okinavski karate, tako da smo potem potovali tudi na Okinawo. Okinavci imajo Shisan, to je 2,5 zmaj, na pol
lev in zmeram eno odprta usta, eno zaprta usta, eno moški in ženske in to je zmeram nek kitajski simbol, ki je ponotranjen tudi v Okinavi, kajti Okinava je bila v nekem obdobju prostovoljni pridruženi vazal njihovi evropski skupnosti takrat oziroma njihovi kitajski skupnosti. Kitajska je bila svetovna velesila tam 17. stoletja, ko so se notranji boji so jih razbili, da so potem pač takrat je lažji kolonizator osvojili. Naj vidite, do pred 20 leti so rabili šele vse te spremembe, da so se nazaj dvignili. Okinava je fenomenalna od tega, da ima en najlepši akvarij na svetu, kjer lahko vidiš tako na meter 60 cm zid, steklo in pol je blazno 100 ton vode, no to so najlepši morski psi, mante, cel kup. Pravzaprav vidiš na par metrov vidiš vse te čudne živali, potem imajo tukaj še en akvarij, da sem narobe pritisnil, do teh značilnosti, kjer so seveda dragi hoteli, nekaj značilnosti turističnih, te plaže in tako naprej. Okinava, za nas, ko smo ljubitelji karateja, pomeni neko svetišče, kamor hodimo trenirati, večinoma hodijo normalni Japonci tam na počitnice, koliko hodijo normalni Amerikanci na Havaje, hodijo normalni Japonci tam na počitnice in pač briga za karateja. Tu smo bili tudi v Dožetu, oziroma to je privatna šola, privatna telovadica mojstra Jagija. Mojster Jagij sega neke korenine 23 generacij v zgodovino priseljencev. Okinavski kralj je silno pametno, če je že plačal davke Japoncem, Kitajcem, potem je prosil kitajske cesarja, dajte mi tehnološko podporo, da svoje neuke ljudi izobražajo. On je leta 1392, kitajski cesar, poslal 36 družin strokovnjakov, rokodelcev, pametnjakovičev, kakršnekoli, ne vem, točno. Med njimi so bili 36 sveta številke v budizmu in to je bilo tisto, kar so pač ocenili prav. Na Okinavi so dobili beauty free zono, so bili neobdavčeni, so dobili zastojno zemljo in so imeli poseben status. 3-4 med njimi so bili tudi mojstri karateja in tako je ta tradicija potem se tudi razširila z nami. Ta mož na sredini, ki ga vidite, je 24. generacija družine Jagij. Sprejeli so nas tako, kot se zagodnjake sprejme, dostojno sprejme. To so morski ljudje, ki so čisto na jugu Japonske in so približno 2 ure, skoraj 1500 km stran od Japonske in okoli 1500 km stran od Kitajske. Tako da so morski ljudje, ki so odprti, ki imajo tudi vse 3 značilnosti in jaz jim rečem, da so azijski bosanci, ker so Kitajci, Japonci in avtohtoni Okinavci, imajo te 3 religije in ne boste bili skupaj držijo, kako je bosanci v starih časih, imajo skupnega sovražnika. To je v tem primeru je to Tokio, ker skozi hoče usiliti nove baze, nove vojaške in tako naprej, operacije, in pa imajo svoje skupnega sovražnika. Ne smejo ga izkazati, ampak je neljub, to je Amerikanci. Zato, ker 30% Okinave so tam danes ameriške baze, Amerikanci imajo tam baze pravzaprav za vse. Vsi, ki so šli v Vietnam, v Korejo, v Afganistan, so se tam po 3 do 6 mesecev vadili. In kdo je preživi tisti pekel treninga, tam ta je takšen smrt. Poznam zaradi tega, ker ti pred svojim nastopom sem tako tempiral, da sem 10 dni prej bil na Okinavi, jaz sem prišel navajen. 40 stopinj na Japonskem, ko sem dotekla 32-33, ni bilo veliko lažje. Tako da Okinava je neka posebna. Slučajno je pa po vsem tem zibelka našega modernega karateja, kakorkoli, da je v tej obliki militaristični, kot je trenirane severo-japonske ali severne šole, ali te obrambni militaristi, defensivni, kot je v tem družnem koncu. Torej, to sem bil kot eno posebno darilo od učitla Jagija, posebno številko in ima trojni pomen. Uspel je na severu Japonske, ga niso uspeli niti prebrati, ker ima vezane staro-kitajske, staro-kinavske elemente in pomeni dobrodošli v svet karateja. Hkrati pa pomeni tudi rich ships are coming. Na Okinavu so zmeraj prihajale trgovske, bogate ladje. Bogate ladje, ki so prišle polne ladje, pomeni, da bo zaslužil prodal naprej na Japonsko. In tudi v tem paketu ni bilo samo trgovsko zblago, bili so tudi pametni ljudje, bili so strokovnjaki, tako da v bistvu pomeni prihaja znanje, veselimo se znanja. Ne navadno je pa to, da en teh pomenov v tem korenu pomeni tudi dobrodošlico. Torej,
tipično za kitajske in japonske znake je tem, torej, kako bi rekel, imajo več pomenov in tukaj sem zelo ponosen, ker so vsi trije pomeni podobni. Nehote je pa v tem angleškem pomenu dobrodošlice, tudi welcome ali welcome. Stari mojstri še morajo uspeti, moje je bilo uspelo dograditi in je pravzaprav 4-krat pomeni. No in v tem času kasneje sem poskušal narediti na promociji karateja tudi tako, da sem pač organiziral turnejo za japonskega mojstra Jagija, ki je potem prepotoval Slovenijo Hrvaško, smo poučevali karate, smo odprli neke nove kanale, sodelovanje z torej, Japonsko, Okinavo, Slovenijo, Hrvaško, znotraj Evropske skupnosti, takrat sem lansiral kot slogan karate brez meja, no in to je v bistvu nekje tudi moj moto, ki je ostal naprej. Tukaj vidite japonskega mojstra Jagija, na levi strani pa Kamila Frasa iz Maribora, stane da iskate mene, skupaj smo z predstavitvijo. Tukaj imamo pa zdaj film, če bi pogledali. To je pač ena moja demonstracija, 2 sem naredil v življenju, obakrat sem postal živ. Dal sem se povoziti avto, ne čez glavo, ne čez vrat, ne čez prsem, pa čez trebušne mišice. Človek ima v sebi en zračni balon in en paket mišic okoli njega. Kdor zna pravilno uporabiti in seveda, kdor dovolj vadi, lahko zdrži tudi težo avto. Zdaj eno kolo je tam 250 do 350 kg, če bom uspel video na koncu pogledati, bi se priporočil zadnjo minuto, tako da vidite, da je res ni fotomontaža in ponosen sem, da sem to zdržal. Enkrat sem to naredil pred 30 leti v dan ob dnevu mladosti v Brežicah, tukaj na gimnazijskem igrišču, takrat je bil še v čast starega predsednika. Tukaj sem pač naredil v čast 75. obletnice Staneta Iskra, tako smo to v Krškem naredili kot en sploh praznovanja. In on je imel idejo, ali lahko nekaj posebno naredimo, da pretegnemo mlade v Krškem v karate. Sem rekel, seveda, ko je 100 narediti, boš gledal svoje, pa probamo mogoče tako opozoriti nase. Jaz sem ostal živ, nepoškodovan, tako da mi lahko verjamete, prosim pa, da to ne trenire, da ne počnete to brez nadzora, pa brez 10 let predhodnega treninga. Bom vam pokazal vse, kar je treba. No, veliko sem se v tem svojem kasnejšem drugem povratku karate sem se posvetil treningu z otroci, v raznih variantah, treningu z varnim pripomočki, da je to varno, da je to kakorkoli zanimivo in imam tu seveda tudi kar 2 ravnatice, bivše ravnatice Ošle Brežice, eno, da se tukaj ne rešla, morala iti rekla, in pa gospod Valentino iz Rtič, da se moram, ne da se moram z veseljem se zahvaliti za podporo mojim idejam pri razvoju dela z mladimi, tako da bi zdaj naredil en preskok na novinarske sfere, predvsem tukaj vem, da je tukaj vas kar nekaj ljubitelj Formule 1. Jaz sem si tukaj kar spisal malo svoje medalje, bil sem na debut Mulo, ki sem že na prvi dirki Formule 1 bil 7 razred, sem naredil z odliko in fotor mi ni mogel reči, da me pustim. Mama je rekla, da če me fotor pusti, da me tudi on pusti, tako sem oba naspravili se v 7 razredu, potoval v Avstrijo, stolično agencijo, to skomplicirana zgodba je bila, nas skupljena svojo včerko, ki je 8 razred, pa ne vem, če je bil pustil samo na tako pot. No, jaz sem takrat že bil kot na debut Mulo na prvi dirki, potem kasneje sem že potoval na Reko, smo hodili, Pop Speedway, motocrossi smo hodili na Reko, gledali MotoGP dirke, so bile še boljše kot motocross in Speedway. Tako da sem tam že uspel neke svoje fotografske dosežke narediti in potem v 3. in 4. letniku sem že imel tudi prve objave, Kenny Roberts Foster in pa Angela Jeto, ki so da takrat vrhunca dirkanja. Eni bil 3-krat svetovni prvak vrhe klase, drugi bil male klase in pa tik pred maturo smo v Krškem imeli svetovno prvenstvo v Speedwayu, tam sem že prvič poročal iz domačega področja, smo imeli tudi nekobarno reportažo pred avto magazinu, pa takoj zatem smo šel naslednji teden že na veliko nagrado Jugoslavije, spet v Grobnik in takoj zatem sem imel maturo, hvala Bogu sem vse dosti korektno naredil in potem, ko sem vse to delal, sem prišel v Ljubljano, takrat med redniku Dušanu Petroviču, sem jaz prišel pa na Formule 1. Gledam, bova še šole nisi končal, to je v redu, to so domače delke, moraš pa na Formule 1, to je zelo resno se delo. Na kar je rekel, ni problema, če boš res, ti bom zrihtal in sem tako leta 1980 že poročil s prve dirke Formule 1 iz Avstrije, pa tisto leto sem potem bil še v Italiji,
No, pa zdaj tukaj je pa zadnja, po 39 letih sem prejšnji teden prišel nazaj iz Japonske, iz Suzuke, tako da v bistvu me je ta neka draž vrhunskega motošporta spremljala celo življenje. Kot človek sem dovedel, da me je zanimalo, kako deluje, kot novinar me je to zanimalo, kako so zgodbe zasnovane, kako to funkcionira življenje, kako se da to pretvoriti v foto in torej, vizualne in tekstovne zgodbe. In seveda spoznal sem vse te stvari, ki pač je lahko blizu, kot novina spoznaš. Del tega sem preselil nazaj v svoje karate delo, del tega sem potem prenesel naprej v uredniško delo. Formula 1, vam bom nakratko predstavil, nekatere vas zanima samo to, druge vas pa nič to ne zanima. Kot sem dejal, izgubili smo dva velika človeka, Seno pred 25 leti, Laudo pred 5 leti in pa izgubili smo pred 4 leti tudi Mihaela Schumacherja, ki je potem, ko je 25 let dirkal in tvegal na ekstremnih ravni, to je moj komentarij starih časov, potem, ko je tvegal, na koncu se je poškodoval po koncu karijere na smučanju, ima eno težko poškodbo, 3 leta, že ne vemo, kaj je z njim, je priključen na aparatih, družina Schumacherja si prvošči, lahko najboljši doktor na svetu, pa ne pomaga. Tako da zdaj čakamo, ali bojo prej slejko ugasnili, obstaja nekšne majhne indicije, da se mu je par stvari poboljšalo, poskušajo ga s tem medicericami nekako tudi zdraviti, pa ne vem, če je uspeha. Tako da je to neka zgodba, ki spremlja moje delo, moje življenje, to je Formula 1 in uspehi Schumacherja, Laude, Prosta in seveda tudi scene. Tudi včasih imamo fotografska stroka je različna. Nekje slika mora biti dokument športni, nekjer mora biti pa že na ravni ali umetnosti ali kakšne druge oblike reportaže. Seveda pa je tudi F1 lahko pisana, tudi imam kar nekaj slik, bom potem predstavljal, če hoče kdo pogledati, od lepotic do dirkačev, do frajerov, do playboyov, do bogatašev in še koga, ampak na koncu Formula 1 na koncu odloča vse to, kar je na stezi. Dober štart, dober cilj, dobro prehitevanje in pa na koncu dirke traja uro in pol, se pravi, treba vse to zdržati in uspešno razporediti vse moči tudi po tej stezi. No, mi živimo v nekem drugem času. Te velikane, ki sem prej našteval, so odšli ali pa so se na način poslovili. Mi živimo v času dveh velikanov sodobne Formule 1, Lewisa Hamiltona, ki je 5-krat svetovni prvak, letos bo verjetno zelo z lahkoto, mogoče že ta vikend osvojil 6. naslov, in pa Sebastiana Vettela. Vettel je 32 let, Hamilton je 34 let. Če bi bil Ferrari malo boljši, bi imeli spopad gigantov, kot v starih časov med sedem prostom ali prostom in Laudo in tako naprej, cela zgodovina 70-letna je polna takih zgodb. Lewis Hamilton je posebnež. Mama njegova je Angležinja, belopolta, plavolasa. Katolikinja. Torej, v protestantskem okolju oče je črnc iz Grenade in kakorkoli je to delovalo, v tem fantu so se namešali neki geni, ki so verjetno superiorni vsem ostalim, kajti Boga ima angleško uporniško mentaliteto, se pravi v okolju, kjer je predominantni, torej večinski narodni del so protestanti in on bil vzgajan kot katoličko in moral marsikaj že potrpeti kot katolik, marsikaj kot črnec. Vendar to mu je dalo na posebno moč, tako da je v bistvu uspel se pospeti od talentu, od možnosti in seveda zelo trdem delu, da je v bistvu en mogoče najuspešnejših dirkačev sodobnega časa in vprašanje je samo, v katerem času bolj dohitel in celo izboljšal vse Schumacherjeve rekorde. Tako da, to je ena zgodba. Druga zgodba je Sebastian Vettel, je spet en čudežni mladenič iz nemške dirkalne šole, iz šole Red Bulla, se pravi avstrijskega biznisa. Zdaj je prestopil v Ferrari in s Ferrari nekaj mora zmagovati. Potem, ko je pri Red Bullu postal 4-krat prvak, upajmo, da se to še obrne, ampak to so zgodbe, ki jih jaz spremljam vsa ta leta, če ne desetletja. Po eni strani sta si tekmeca, na stezi sta zmeraj najhujša dolgo koga in tako stekujeta, po drugi strani sta pa neverjetno za takšno rivaliteto, normalna sta drug do druga. Tle je celo, škoda nimam te slike, ampak na koncu sezone v Abu Dhabiju je Hamilton zmagal in ima tukaj na hrbtu tetoviran križ, uporniški križ, katolički. In tukaj v tem trenutku vpraša, a bi naredil to ali ne? In mu seveda reče, pa ne,
in se sleče sred muslimanske države, se sleče in ima tako seveda perfektno telo, ampak cel tatuje ima na sred templjarski križ, ki kdo se malo zgodovino ukvarja, ne razume. In vsi Arabci so bili tiho, noben ni provociral, on je zmagovalec, po eni strani njihov, ker ima črna, real, po drugi strani je katolika, ker je športnik, tako se tolerira in je tak politično gesto, versko gesto, provokacije, brez mene uspel, da ti ne opabiš, ne, vsi smo mi zahodnjaki, smo to, kaj bo zdaj, normalno, zdaj bo zbila, ampak so pogotni, ker so ti Arabci vendar svetovljani in so svoda preboti. Glavno vidiš teče dalje, da šel teče dalje. Zdaj se spet neki narod pritisno, zelo prav. No, tukaj malo, jaz imam zelo rad po fotografiji te trenutke predstavljati napetosti, te osebnosti, kako je napetost, ko je ne gre, kako bomo uredili dirko, kako bomo avto, kjero taktiko. Tukaj recimo tipične so te Hamiltonje šovne, on zbira po dirki, vsa emocije pokaže, trudi se biti aktivno, trudi se pokazati publiki, kaj je. In seveda to je tak tipični znak slave, uspeha, zmage, pač na koncu s šampanjcem, zmagovalec, pa poražen se med sabo dara duška, včasno spijo, včasno ne. No to je to, kar sem rekel, tekmeca po drugi strani sta si druge zavijači, če že ne morem jaz zmagati, zdaj ti zmagaš. No kom te drugič premagati, tako da se to kar ponavljamo skozi cel cajt. Imamo tudi dva mlada izvalca, to bi bil povzetek Formule 1, en je Max Verstappen, spet en čudiš dečko iz nizozemske šole, oče je bil dirkač, pa neuspešni, ampak zato ima sin očitno mamin gen, mamin talent, da je zelo uspešni. Po drugi strani je pa spet en mešan zakon, nizozemsko, in Belgijo, tam imamo tudi svoje te etične stvari, kako bi rekel, napetosti, ampak v nekem svetu dirkanja in biznisa to očekuje. Tu imamo mladega dirkača iz Monaka, ki je varovanec Ferrarija, zadnjih letih je probno strpno, naravnost vzgor, pred nami je bil prvak Formule 3, lani je bil prvak Formule 2, letos je že izzivalec na 3 zmage in pričakujemo, da bo v prihodnosti celo prevzel prvo mesto pri Ferrariju. Jaz sem nehoteti navijač starega Vetla in bi ta še lahko počakal, da še Vettel vsaj eno borbo naredi za Hamilton, pa bomo že videli, da zmaguje. Je pa veliko prispodob, Ferrari je zmeraj, kadar je naredil slab avto, pričakoval potem v teh čudežnih fantov, da bo čudež naredil in še toliko hitrejši in toliko uspešnejši. Tukaj imamo še enega, Valterja Bottasa na levi strani, pa spet tekmeca, dirkača, ki vozita za isto ekipo, sta partnerja, hkrati sta tekmeca, ker imate enako tehniko, vedno se primerja tiste, ki imajo enake avte. No, tukaj imamo isto zgodbo, dva voznika Ferrarija, ki sta tudi pod drobnogledom in vedno primerjajo druga proti drugem. Dirke Formule 1 so zelo popularne, številne, ljudje so, obiskovalci so v dosti velikem številu. Akcija je tista, ki na stezi pomeni, da ko se zabudijo, tukaj sem uspel loviti en trenutek celo Petra, ki je zleto steze in končal v glavi, pa teh akcij včasih je takih več, včasih manj. Tu imamo tudi en nastop, pač odstop Sebastiana Vettla, kolega mi je posnel, kako sem v blizu probal izlikati in tako naprej, oziroma gledam, kako se počuti. Tu pa tam sem tudi navijač Lewisa, čeprav bom tiho navijal, spoštujem njegove dosežke rezultate. Tukaj imam pa Jimmyja, to je pa moj prijatelj iz ekipe Mercedes po dirki je zmeraj proslava in takrat včasih te povabila pijača, včasih preče pred stran, to je naša žurka, ki imaš prijatelj. Tako da zdaj s tem delom Formule 1 da zaključim, imam še en kratek stvar za zakled. Zdaj bom poprosil, če se naši pripravijo, da imamo še eno točko. In seveda, to je super zvezdnik Lewis, ki ima posebni odnos do svojega avta, tudi se pogovarja z njim, razlikuje. Vedite, včasih so pa tudi nesreče, kjer se ta akcija tudi kaže na tak način. To vam se zaključiti. Izvolite. Joj. Rej. Kiki switch. Switch. Ena. Dva. Tri. Ena.
2, 3, 4, 1, 2, 3, 1, 2. Jame. Jasno. Bližamo se koncu, tako da imam še mogoče 5-10 minut še dve temi. Ena je vezana za Camel Trophy, 30 let od tega, kar sem že vabil v to ekipo, ki je potovala skozi brazilsko Amazono. Mi smo tukaj prileteli v Rio de Janeiro, hkrati sem imel privilegij, ker sem pač novinar z tega področja, sem bil tudi vabljen na Dendro in potem smo zletali okoli 2 ure noter v Mato Grosso, pa vse do Santarema na sever, to je okoli 1000 kilometrov, potem smo šli tukaj z vsega ladjo in potem zadnji 400 kilometrov smo šli šle do Manausa, ki je prestolnice Amazone. Kot vidite, imel sem tukaj ne sem še lasen brke in brado, bil sem pravi plačan, sem turist, bil sem vespo tudi vojaške oznake, moj top je bil pa kanon. Tako da v bistvu nisem bil bojevnik, ne za zmago, ne bojevnik za rezultat, niti kar bolj hujšga, ampak sem bil hvala Bogu bojevnik za dobro zgodbo, dobro sliko, eno življenjsko izkušnjo smo imeli, kajti včasih je šlo gladko, zbroditi dnevno 200 km, včasih pa vsaki 20 km padlo v takšno blatno jamo, pa je most bil porušen, pa je bilo ne vem kup različnih stvari. Pri tem smo si pomagali zbiti, takrat, ko smo bili v največjem zreku, potem takrat stopili 3 ekipe skupaj, dali skupaj vitve, skupaj ljudi in potem smo drug druga iz najtežjih situacij šlepali ven, potegli ven iz blata in naprej. Pri tem sem imel privilegirano vlogo, novinarja sem to bil fotoaparatom, seveda uživam. Ampak, ko smo ostali zreku noter, ko smo ostali v blatu, takrat ni več ničesar, takrat moraš zavihati rokavo, vzeti fotoaparatu neko varno aluminijasto škatlo in se posvetiti reševanju avta, tako da smo približno tretjino časa smo pravzaprav dali skozi tisto, kar so tekmovalci dali skozi. Pri tem imam svojo izjavo, ki sem pred mesecem dni napisal v enem potem komentarju na drugem članku, pa jaz sem pričakoval, da bo mogoče še malo težje, tudi bil sem takrat mlad športnik, treniran na koncu moči in mi to ni bilo več težkega. Videl sem pa starejše ljudi, ki so tudi bili v konvoju, ki so potovali z nami, so bili malo predvideti, malo zapomarjeni, malo gospoda novinarska, pač slabka, to nekdo pač se lahko privošči malo več, pa se to ne sekira. Ampak so imeli zelo probleme zdržati fizično. Enega kolega iz Anglije, kasneje se še mnogokrat srečevala, sem potem, so ga celo 10. dan podpeljali s helikopterjem, ker je bil to bolan, da je dehidriral, da so ga morali potem rešiti s helikopterjem. Mi smo imeli pa tudi vse sorte, zelo lepi stvari, tudi to, kar je tipično za vsako skupino v taki situaciji. 5. dan smo se sporekli na smrti, pa 10. dan še enkrat, pa pol na cilju 15. dneva smo se pa spet malo pobotali. Moj navk je tukaj, to je Robert Kasca, pa potem, to je Robert Kasca iz Idrije, to je Franjo Horvat iz Zagreba, potem je kolega Aleksandar Cvetković iz Beograda in pa Brežičan. Mi smo mu koga rekli, drugače pa zdaj me primek pobegla Brežičan. On je imel prednost v tem, ker je delal za televizijo, jaz ne nisem, ker je tudi dokumentarne filme, ampak je v mladosti živel v Južni Ameriki in je poznal vso to okolje, tako da nam je bil dober vodič. Špontar, Matjaž Špontar. No, tisto leto so Angleži zmagali, mi smo pa preveč zaganjali rezultatov. Mi smo bili skozi pod pritiskom, treniral nas je bil Tihomir Filipović, bivši dirikač, ki je bil silno ambiciozni, je tudi ta trening na nas prenesel ambicioznost. Večinoma tiste ekipe, ki niso šle na rezultat, so se fajn merili, lepo smo potovali, uživali v tisti džungli, uživali v hrani, uživali v razgledu, mi smo bili cel cel v tehnik. Kar je meni sicer kot mladem tekmovalcu bilo to normalno, mogoče, če bi nam nekdo drug na svet naredil, to je žurka, to je zabava, to je potovanje, to je uživanje, bi to drugače imeli. Tak smo bili pa zjutraj ob 5. smo bili že na terenu, pa 10. pa polnoči smo prišli na cilj. Če bi mogoče malo bolj ležerno zastavili, bila ena ta izkušnja
drugačna. Kemotrofi je ena moja življenjska izkušnja, ker sem se soočil parkrat z nekim zelo nevarnim situacijam. Enega našega smo pogrešili, pa smo ga potem kome našli. Jaz takrat prvo, ker ko smo se izbrali, tako da gremo iskati, sem prvo šel v avto po bajonet, sem se ga odbremzal in vedel sem, da v neki situaciji, če se karkoli zgodi, bom bajonet potegnil prvi, da bo pičil zvanj. Takrat sem bil pravzaprav zgrožen, koliko malo straha ali treba, da človeka, ki je normalen, postane na, ne vem, morilska žvalba. Meni to ni bilo treba, ampak tiste situacije so nekaj spremenilo v meni, potem smo prišli tu z eno vas, zvečer smo taborni bili na koncu vasi in smo šli pač kupiti nekaj hrane pijače in je bilo na sred mesta ležalo tu mafija igrala karte in nekaj goljufali so ga vstrili in so ga pustili na sred vasi na tleh, nišče se ga ne upal dotakniti. Seveda smo se mi pobrali, pa smo čim prej se odparali, da smo šli v 4, smo šli v 5, 6, takrat smo šli v 4, samo pojdi, čim prej, ne mreši se tam, ker tak nimaš ljudi, ni pravice, ni življenja, pravica je toliko vedno postane med, tako da je življenje včasih, boš ga čuvati tukaj, ker malo pa se tega zaveda. Motociklizm je zadnja tema, ki sem jo popravil za konec, to z mano je Toni Ajster, pod mano je Kawasaki ZDR-1100, takrat sem začel že tudi delati kot mlad novinar za življenje tehnika, pa kasneje potem za Autofokus. Pred tistim leti sem še delal za Automagazin, kasneje tudi za televizijo, tako smo testirali. Na testiranju pač narediš kup hitrih krogov, posebnih slik in pa naprej. Tukaj danes nekateri so z mano, nekateri niso. Tukaj imamo tudi Silvota Habata, je bil edini slovenski voznik MotoGP-a v zgodovini. Jaz sem parkrat potoval z njim in pomagal. Tako da smo se vsi tega uspeha veselili. Edini iz naših koncev, ki zmagal tudi dirko v vzhodni Nemčiji, v Šlajcu, pred približno mesecem lista Željko Iličić, moj mlajši kolega in sodelavec, tudi potovala, da sem zgodbo o tem naredila, preki bom to objavil. Tukaj je zdaj z nami tudi Slava Prijala, gospod Pova znam desne kotu, ki mi tu pa tam tudi hodi pomagati na deki Formula 1. Druga stvar je, da živimo v kraju, ki ima svoj motocross. Imeli smo motodirke leta 1961 v mestu, razni, mislim, da se en pisal Natkovič, pa ne se je pisal Radanovič, pa Čepin je imel še motor, tako naprej celo zgodbo. Pripravljam počasi neko materijala za dokumentarni film. Brežice so začeli na tem, da imamo odlični motocross tik v avtocesti, dirkači so bili razni, tudi zadnji je bil, bomo ga bolj predstavljali, tudi Klemen Gerček, ki je postal svetovni prvak. Dirke se odvijajo vsako leto, enkrat, dvakrat, trikrat, koliko zmore organizator. Klemen Gerček je postal svetovni prvak kategorije MX3, letos je postal prvak Slovenije, mislim na petič, in se je potem pogovoril. Ponosni so tudi na sodelovanje z Belograjci, tam nam stare prijatelje, tudi po karterini, tudi po motocross-liniji, torej Avtomotodruštvo Kolpa in te Semlič, ki si včasih tudi pomagamo marsikaj tudi volontersko, ljubiteljsko, ne samo profesionalno. Značilnost je pač sodelke, ki poskušajo narediti, tudi prihajajo nekaj izrazna mlada generacija, to je na kratko. Mlada generacija imamo pa prečudovitega vrhunskega športnika, kot je to Tim Gajser. Tim Gajser je zelo komplicirana družinska zgodba, zelo komplicirana športna pot, ampak ta fant je v 5 letih uspel osvojiti naslov svetovnega prvaka. In je še pred par leti je bil tam en od mnogih, pred 6-7 leti je prišel tvančki tipo Honda, odskočil, zmagal takoj svetovno prvenstvo MX2, postavil se rekel 250 kubikov, potem je takoj naslednjo leto zmagal najmočnejši razred, to je bil MX1, in potem 2 leti imel težave, zlomil mobilco, padel je na balanco. In se v enem intervjuju, vsi so ga sprašvali, da vem resni stvari, jaz ga bo vprašal, kako se poljublja, ko ima zdaj težave. In pol letos, ko je postal svetovni prvak znova, se je pobral, spel. Prvo vprašanje je bilo, kak se pa zdaj še poljublja, zdaj si pa več treniral, si dobro tako na motorju, kot v poljublju. Moj normalni narod, da se je smel, potem se pa za hečje punce bi ga vprašal, da je povedal, da ste več trenirali, da se je to boljše. Tako da je Tim Gajser je en fenomen, ki bo še verjetno iz velikani svetovnega motošporta. Ponosni smo zaradi njega zdaj nek samega značilnosti, kajti če imamo enega fanta lahko od naših koncov, ki je prišel na špico in tam ostal. Pa včasih je bilo to zelo težko, nismo imeli za gorivo, nismo imeli za potovanje. Danes to plačam profesionalskim okoli 2 milijona plače, pa mi dal premije, ko se to ne vlaga.
pa je gospod maksimalnega razreda in je dosta normalen poba, ki veliko komunicira z navijači, veliko komunicira z mladimi in tako naprej. No, vidite, to je pa še par vtisov mojega zadovoljstva, tam, kjer pač lahko kot motorist testiram, včasih mi pomaga Slavko, Prostika, včasih Željko Iličić, torej slika je moja hči posnela, ki postaja včasih moja desna roka tudi in takih manjših stvari. No, tukaj je torej Željko posnel, ten telefonski prototip, ki ga je Hrjatovič predelal, da smo imeli že na probi. Potem še tukaj v sliki prepoznam, žal ni z nami danes, imamo v našem okolju pred nekih mladih vrhunskih ljudi, to je Goran Krošelj, mi pomagal posneti, kot so delali revije, tudi človek, ki se uspešno nasiral na smučarskih zadevah in na televizijskem področju, pomagal na ljubljanski firmi in TV, prenosil najbolj zahtevnega formata, pa to so potem ti različni časi. Včasih se testiranje poteka na radi, včasih na dirkalni stezi, motorju ali ideji primjerja. Včasih so to navadni mopedi, včasih so srednji motori, včasih so takšne admiralske radije, Honda Brodvig stane 18 000 evrov, pa moraš zelo dobro paziti, kako se pelješ, da ne poškoduješ, pa hkrati seveda tudi, kot ti dajo na razpolaganje, potem je vprašanje, ali ostane cel. Malo spot. Jaz za zaključek sem vam spotek popravil. Ta slika je nastala testiranje, nastala iz fotografij. Pogledajte prednjo gumo. Kata, ki se dela tudi na izpitu za črni pas in naj vam predstavim z rumenom, z oranžno-zelenim pasom je Alan, z plavim pasom pa je Izabel. Zelena, jo dovolite, ti se predstavil, sem tudi Katarina Starc, včasih je pisala Bogovinski, je bila ena najboljših v mladi generaciji Brežike KRT-a v srednji osnovni šoli, potem je trenirala in šolala se v Zagrebu pred mojim kolegu Anki Čunčtovi, s katerim tudi sodelujemo. In je danes po tem, ko se je malo uvedila življenje, vrnila kot mlada trenerka in tudi pomaga pri uspehu mladih, pa tudi mislim, da je zaslužena za rezultate dela Prvaka zadnjo moštjo. Ja, hvala za to. Pa sedaj? Ma sedaj! Ena, dva, tri, štiri, pet. Ena, dva, tri, štiri, pet. Ena, dva, tri, štiri, pet. Ena, dva, tri, štiri. Ena, dva, tri, štiri. Ena, dva, tri, štiri. Ena, dva, tri, štiri, pet. Jame. Jasno. In Veljku za predstavitev njegovih monitornih doživetij.
Tako zaključujemo uradni del. Zdaj, če želite, lahko frontalno vprašate tudi, če kakšno vprašanje, drugače pa tudi po predstavitvi. Hvala za obisk.